ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, Učitelji, dijaki, prijatelji, z našimi poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, bleferaj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Poljanke, Poljanci, dobrodošli v novi ediciji Poljanskega kavča. Z menoj je naša laborantka Urška Čimžar, človek, ki te vedno spravi v dobro voljo, ki je vedno nasmejan, ki je, sej si, ki je zelo zanimiv, vsestranski in ki ga je, se mi zdi, vredno spoznati še takole od bliže, ne samo iz učilnic oziroma iz hodnikov. Dobrodošla. Hvala za vabilo. Deva se najprej ustaviti pri tem, tebi seveda ime Urška, ampak cel kup ljudi te kliče Urša, pa to ti mora iti na živce. A da me kličejo Urša? Ja. Ne, v resnici me večino življenja kličejo Urša, zadnje čase se pa dogaja, da me kličejo Urška. Zdaj ne vem, človek bi pričakoval, da je prej obrnjeno, veš, ker si mlajši, si Urška. Ne vem, mogoče mi hočejo kaj povedati. Ne vem. No, ampak to vendarle ni tvoje ime. A Urša? Ja, Ja, tako je nanesel. tako je nanesel, Ja, ampak tako je nanesel. pa ti se potem predstavljaš kot Urša ali kot Urška? Ponavadi kot Urša. Aha, torej se... Samo uradnim osebam se predstavljam kot Urška. Aha, Ja. ok, dvojno življenje. V redu, zanimivo. Sicer pa, ok, no, recimo, da so zdaj začela res v prvi sekundi življenja, ne, Okej, pri poimenovanju. ja. Ampak mogoče bi nadaljevala s tvojo srednjo šolo, namreč naša Urška, ki poznate moče tudi pod imenom Urša, je bivša Poljanka. S tem, da si ti seveda ljubiteljica biologije oziroma naravoslovja, glede na to, da se s tem ukvarjaš. Ja, kar všeč mi je, ja. Ja, je verjetno malo nenavadno, da si se odločila za šolo, ki je bila družboslovna. Kako Ja. to? Zato, ker mi ni šla matematika, če se enostaven. In to je bila pač naslednja opcija. Hkrati pa tudi jeziki so mi kar dosti dobro ležali, recimo že v osnovni šoli. In pa tudi nekako sestrična je bila tukaj, rekla je, da je dober, probat sem prišla, no. Všeč mi je, dobro se mi je slišalo. In kakšne imaš spomine? Različne. Različne. Od slabih in tako pa tudi dobre. No. Okej. Ampak v glavnem so kar dobri. Jaz sem se imela tukaj v glavnem kar lušten. Je pa res, da sem imela malo težave v šoli. Ja. Tako da To od tam pomeni- izvira največ A slabih ta, spominov. un minus del. Ja. No, a si imela težave pri matematiki potem? Ja, seveda. Ja. Od profesorjev, ki so v tem trenutku še na šoli, sta te učila dva. Eno je Matjaž Ja, Leitgeb, kar torej pomeni, da se imela italijanščino, ena pa je Sanja Hočevar. Pa še nekdo je. Še nekdo je? Kdo? Še moj razrednik je bil. Tvoj razrednik je bil? Kdo? Igor Kavčič. Igor Kavčič. Ja. Igor Kavčič je bil. Wow. No, kakšni so pa bili recimo oni? Kako se jih ti spomniš kot dijakinja? Ja, zdaj tako je. Oni so v bistvu bili moji profesori pol v drugi rundi, ker jaz sem ponavljala drugi letnik, a ne, da takoj to razčistimo, jaz pač nisem bila pridna dijakinja. A si zaradi matematike ponavljala? Ja, zaradi matematike. Okay. Se pravi, so iz druge runde in v drugi rundi sem se jaz že majčkeno zresnila, ne. Tako da jaz jih imam v glavnem v dobrem spominu. Vsi trije so bili precej zahtevni, no. Leitgeb, Sanja Hočevar, to so bili kar zahtevni profesorji. Se je bilo treba kar učiti. Se je bilo treba kar učiti. Ja, Ampak bil je pa prostor za žur. ja seveda, Ker zmeri. zdajšnji Zmeri. dijaki verjetno mislijo, da starejša generacija smo izključno samo v šolo hodili. A si tudi ti izključno samo v šolo hodila? Jaz sem bolj izključno žurala v srednješolskih časih, sem pa seveda tudi hodila v šolo in se učila.
Tako da so bile ocene vsaj približno to, da sem zdelala. No. Ja. Pol kasneje so me začele kakšne stvari tudi že zanimati in sem se potrudila, da so bile ocene tudi boljše. Aha. Ampak tako prvi, drugi letnik je bilo pa tako. Kako pa je potem, ko prideš nazaj na to šolo, pač do tega, kako je naneslo, bova še, ampak prideš nazaj in tam vidiš svojega razrednika, ki sedi za mizo. Mislim, ali je smešen, ampak v resnici me ful lepo sprejeli. Tako da so me vsi ful lepo pozdravili. Takoj sem se počutila tukaj zaželeno in tako da na začetku imaš malo cmoka v grlu, no, ampak pa je pa v redu. Ja, Aha, no, to me v bistvu niti ne čudi. No. ja saj vem. Zdaj, ti si šla študirati potem takoj biologijo. Ne. Ne. Jaz No, povej. sploh nisem doštudirala biologije, ne, to moramo vedeti. Jaz imam v bistvu končano srednjo šolo, pa sem šla pol narediti pač pedagoško in drugoško izobrazbo in tako, da sem pol lahko laborantka, a ne pa strokovni izpit. Ne, jaz sem šla najprej študirati na FDV mednarodne odnose. Je zanimivo, a ne? Ja, lej. No, zdaj bom povedala, na vseh katerih fakultetah sem bila in ki jih nisem naredila. Tako. To najprej so bili mednarodni odnosi in jaz sem kmalu videla, da to ni za mene. Okay. Tako da tam je bila neka ful huda nemščina. Jaz sem imela pa tukaj samo 3 leta nemščine. Tam bi jo mogla imeti pa na maturitetnem nivoju, a ne? In sem rekla, to ne bo in jaz se s tem ne bom hecala. Tako da sem to opustila in sem se pol vpisala na agronomijo. No, tukaj zdaj pride una moja biologija ven. To je pa kar močan zasuk. Ja, Ja. kar močan. Še sama si ga ne znam razložiti, ampak tukaj pride una biologija, ker meni v osnovni šoli sem bila velika ljubiteljica biologije. Jaz sem bila na dopolnilnem pouku ali dodatnem pouku, kako se to reče. Tam, ko smo tiskali za Pouku. Ja. pouku. Meni biologija v srednji šoli je zelo obsežna, no. In zelo gre v neke detajle in moram reči, da nisem bila glih ljubiteljica v srednji šoli. No, pa sem šla na agronomijo. Nisem uspela, vmes sem postala mama in pač nekako ni šlo. Aha. No, pa sem se pa vmes, ker sem bila tukaj zaposlena, še geografijo, ki pa tudi nisem uspešno končala. Ne vem, 2 leti sem študirala geografijo, pa je bilo prenaporen ob delu, hčerka še relativno majhna. Tako da pol. Torej, ti v bistvu biološkega faksa Ne, sploh samo delač veš, kako izgleda. samo daleč vem, kako izgleda. Mislim, agronomija je na isti No, fakulteti. okej, ne, no, na ampak okej, biotehniški. recimo ta segment. Ne, v bistvu tam na agronomiji, a ne, smo imeli pač neke predmete, ki bi jih lahko pomenoval biološke, pa na geografiji tudi, ne, še prav neko botaniko, se pravi neko znanje, ki mi pride prav tukaj, sem ga dobila tam, ampak ne, nimam pa končanega ne biologije. Tu bi se potem na faksu nikoli nisi učila o celici. Ne. Pa o Golgievem aparatu. Pa Ne, o... sem v celicah, sem pri botaniki. Smo imeli veliko. čeprav res. Pri botaniki smo imeli veliko tega, ogromno tega mikroskopiranja, risanja, tako kar morajo zdaj početi teli naši Poljanci, a ne, pa jim gre verjetno zelo na živce. Se mi zdi, ne vem. Ampak Ja. evo, to je tu še eno sporočilo. Torej, nič hudega, če vam ne gre matematika in to, kar morate risati, to je nujno. Ker potem bo na agronomiji lažje. Kako potem to, da si v bistvu postala laborantka? Kako te to te verjetno pljuskne v to? A veš, kako je? Pač rabila sem službo, a ne? Okej. Bila sem mama, rabila sem službo. Bilo je razpisano delovno mesto laboranta tule na gimnaziji. In že tako je bilo hecano, jaz sem tako poklicala in sem rekla, ne vem, a če sploh prošnje pošiljati. Jaz sem že veliko prošenj prej poslala po različnih institucijah. Ne vem, a je to že kaj zmenjeno? Ne, kar pošaljte prošnjo oziroma kar prineste jo, a ne. Tako da sem pol jaz v bistvu s to prošnjo prišla v šolo in sem šla takoj na razgovor k ravnatelju noter in potem so me poklicali še na ta drug razgovor. Tako da tako pač rabila sem službo in sem šla na razgovor in zgleda, da na ta drugem je bila pa zdajšnja moja sodelavka Erika, ne, ta drugem, tako da v resnici me je po moje ona Na malo tem drugem zbrala. razgovoru. Ja, jaz mislim, da me je v resnici ona malo zbrala, no, tako, ja. Pa je pomagal, da si bila iz Poljan? Pa po moje, da ja malo. Ja, malo, ne? Po To je- moje, da ja malo. To je bilo katerega leta? To je bilo leta 2001, se mi zdi. 2001. Ja, Aha. 2001, ja, 2001. Aha. In torej, to je v bistvu tvoja prva taka Ja, služba. prej sem v bistvu bila za polovični čas na Centru za socialno delo, učna pomoč.
To sem delala prej, pa neke pisarne, šank, vse vemo, to so te klasike. Preden, ne. Ja. Ampak ne, to je v bistvu prva moja tako resna služba za nedoločen čas pola, ne, kasneje. Okay. Ja. Koliko je fajn ta služba? Mislim, meni je super delati z mladimi, s toliko starimi, no. Ja. Zaradi tega je res fajn. Pa pač, kolikor se stvari ponavljajo, ne, saj vemo, pač iste vaje se delajo in tako naprej, so pač otroci zmer drugi, dijaki so zmer drugi. Tako da, glede tega je meni super. Drugače pa seveda, kdaj je naporna, pa ne toliko zaradi dijakov, kakor zaradi samih urnikov. Tako pač včasih pride, ampak služba je fina, no. Služba je fajn. Meni je všeč, mene zanima. Tako da, tudi sama snov me, kot biologija me zanima, tudi če jo nisem študirala. In pač mi ni bil problem doštudirati stvari, ki sem jih mogla potem obvladati, zaradi tega, da sem bila pač v redu laborantka. Ne. Ja. Torej, rada hodiš v službo? Pa ja, kar rada, ja, moram reči. Ja. A kdaj, ko tako gledaš svoje kolege, no, mogoče kolegice zdaj v zadnjih letih, a si kdaj želiš, da bi bila ti tudi pri Fox? Mislim, da seveda, kdaj bi bilo luštno, ker lahko bi bolj po svoje naredila določene stvari, a ne, tukaj je zmer pač nekak en dogovor pa tako. Ampak v resnici mi je pa všeč, ker nimam tega, ne rabim jih ocenjevati in imam lahko en drugačen odnos z dijaki, no, se mi zdi. Ne rabim testov sestavljati, popravljati, to je tak naporen del učiteljskega poklica, se mi zdi. Se mi zdi, da mi je kar v redu tako, no. Da ti je kar v redu? Ja. Kaj je mogoče lažje. Čeprav včasih imam občutek, da se me tudi kakšen boji, ampak res ne vem zakaj, no, tako. Ker res sem tukaj zato, da jim pomagam, ne. Kako to misliš, da se te boji? Kaj, Ma ne vem, ali pa teče stran? nervozen, pa se kakšnemu se kdaj tresajo roke, ka mora kaj prijeti. Saj mogoče je to tudi s tem povezan, ker te generacije se mi zdi, da so manj tako ročno spretne. Saj ne vse, eni so super, eni ful obvladajo, ampak tako nekako, ne vem, niso toliko, ne delajo toliko z rokami, no, se mi zdi. To sem tudi nekako bil v 20 letih, kad delam, sem pač opazila med drugim tudi to, da so bili včasih ročno bolj spretni, a ne, kot so zdaj. Kar pa ne pomeni, da je to slabše ali pa boljše, se razumemo, a ne. Ja. Pač drugače, a ne. Ampak ne bi šel torej toliko daleč v ta klasičen govor v smislu, vsaka generacija je slabša, mi smo bili Ne, to je najboljši. čisto brez veze. To je čisto brez veze. Mislim, drugačni so, a ne. Ja. Pa tudi mi smo bili drugačni od onih prej, pa od teh zdaj, mislim, to je. Gre naprej normalno, tako kot je. Mislim, drugačni smo, a ne. Drugačno, vsaka generacija ima neke svoje značilnosti. Ampak v osnovi imamo pa tudi neke stvari, ki so nam ful skupne, a ne. Vsi smo se zaljubili v srednji šoli, vsi smo ga hoteli žurati, vsi smo, ne vem kaj, probali alkohol, ne vem, hodili v disko, mi smo hodili pač v disko, na koncerte, v klube, kaj se vem. Pazi, ko to bo šlo na internet. A ne, tako pač. Prijateljstva so nam veliko pomenila. Takrat stkali smo ena lepa prijateljstva, ponovadi takrat globoka. Vsaj pri meni je tako. Tako, take stvari. To pa po moje isto. Ja, jaz upam, da je. Ja, jaz tudi. Zakaj pa drugače v šolo hodiš? Sicer, recimo, če jaz kdaj med odmorom pridem v vaš kabinet, je tam, ta velikim, ta dolgim odmorom, je tam praviloma kar veliko enih dijakov, praviloma okrog tebe, in vsak ima v rokah, ali pa vsaj tam gleda, tele živali. Skratka, ta tvoja ljubezen do živali je v bistvu presega samo tvojo osebo, ampak v bistvu jo ti to svojo ljubezen širiš tudi na ostale. V bistvu imaš neke vrste, kaj lahko temu rečemo, krožek vivaristike. Ma ja, v bistvu je kot neka dejavnost, a ne. Ja. Krožek je tako mogoče preveč formalno, zato ker tukaj tudi ni nekega strogega programa, kaj bomo počeli, sproti se v bistvu zmenimo, kaj je za narediti. Tudi odvisen, koliko jih je dijakov. To je tudi zelo fakultativno, ni da zdaj, če pa so prijavljeni v to dejavnost, da morajo skozi hoditi. Kakor neka možnost, če želijo, da lahko nek prosti čas, odmor ali pa po pouku preživijo s temi šolskimi živalmi, če želijo, a ne. Jaz sem pa tam pač zraven, da malo ali se spoznajo, da jih glih ne potacajo, a ne. Okay. Se včasih imajo več občutka, kot jaz, brez skrbi. Ja. No, zdaj, glede na to, da zdaj govoriva o živalih, je verjetno smiselno, a ne, da mogoče se s kakšno živaljo tudi soočimo, kar bomo naredili z velikim trikom, ki se mu reče montaža. In govorila sva torej o ljubezni do živalih in kar na lepem so se te živali pojavile
nama v rokah. Zdaj, rekla si, a ne, da tvoji učenci, ki pridejo, da si v bistvu pomaga, da malo poskrbijo za te živali, da jim ti malo poveš, kako morajo držati. Zdaj, Ja. jaz mislim, da se ne drži tako kače, ampak V redu ti gre. Tlele boš malo samo vmes jo podprl od kje? spodaj. Takole, ja, zato da tako. Okay, V redu je. kača? Drugače pa primaš, veš, tam pri glavi, ne Ja. čist za glavo, malo pod glavo, pa jo kar usmeriš malo nazaj. Okay. Evo. Kako je kači tele ime? Tale kača je Medusa. Medusa. Kako je pa prišla do tega zelo zanimivega antičnega imena? Veš kako, zmeri dijaki dajejo živalim Aha. ime. Včasih je bilo to tako, da so te živali imele več imena, ne? V vsakem razredu je imela svoje ime žival, ampak zdaj nekako se je tako zgodilo, da imajo kar eno ime, no? In ta je Medusa zdaj. Ta je Medusa. Ja. V rokah pa ti držiš, oziroma še to, kakšna Ja. je to kača v bistvu? A To se je- sploh reče temu smereč kača ali kaj? nekaj Ne, drugega? ameriški gož je. Ameriški gož, ja. Aha. In, kakor mi bojo kasneje povedali, verjetno visoko strupena. Ne, lahko te pa ugrizne, a ne? A Če ja, me boš- lahko? Ja, seveda te lahko zmeri lahko ugrizne, a ne? Če boš grdo delal z njo, te bo Ja, pač idealno. ugriznila, ja. Okay, zdaj sem veja. Tako. Ti pa imaš v rokah Ja, tudi tole eno pa- zelo zanimivo žival. Ja, to je pa bradata gama, to je pa en lušten kuščar, ki je pa v bistvu ime Itera. Tera. To ime je dal pa Nijan, to je bila pa nekako, to je en od dijakov, ki hodi najdalj časa, zdaj med zadnjimi generacijami, a ne, reden obiskovalec in je dal ime. In tudi želja je bila, da bi jo imeli, njegova. Potem pa imamo tukaj le še enega. Bomo ga Aha, kar nimamo? prinesli. Imamo ga, Okej. sprehaja se. A sprehaja se Ja, naokrog? jaz bi ga rada predstavila zato, ker je to pač naš Marko, kar največkrat hodi po šoli. To je pa grška kornjača. Vse te živali so vzgojene v ujetništvu, niso odvzete iz narave. Je pa naša legenda Marko, a ne? En od mnogih Markotov, ki jih imamo na šoli. Tako da, A ja, tako. sem mislil, da, da so tudi druge živali, Marko. Ja. Kako pa to, da zdaj napada mene? Nič te ne bo naredil. No, brez mislim, skrbi. ja, tudi ta kača ne. Skratka, kako to, da ravno te, naravno te živali, a Ja. to ti odločaš, ali kako? Ali Ma ne, biologi zmeri- imate sestanke in ugotovite, prav rabimo eno kačo. Ja, seveda malo gledamo, iz katere skupine so te živali. Gre pa predvsem za to, da so primerne za bivanje v šoli. A ne? Se Aha. pravi, za vikend tukaj ni nobenega. Med počitnicami so redko hranjene, redkeje, a ne, ni to vsak dan in tako naprej. Se na splošno živali ni fajn vsak dan hraniti, a ne. Se hitro zredijo v ujetništvu. Tako da predvsem se gleda na to, ne, da se bo lahko skrbeli za njih v šoli. Tako da, pa seveda, da so iz različnih skupin. Čeprav klele imamo zdajle samo plazilce, a ne konkretno. Ptičev pa nimate. Ptičev pa ne smemo imeti v šoli zaradi Zakaj pa ne? alergij na perje, tako da ptiči so pa prepovedani v šoli. Denihi, toliko je Ja. alergij na perje. Ja, je, ja. O, res? Mhm. Ampak kaj, a na takle, na kačo pa ne moreš imeti alergije? Ne, mislim, ni toliko teh izločkov, ne, perje je pač alergeno, frči po zraku. To je točno tako, kot je v unih filmih. Zdaj gre še gama. Ojoj. No, torej, koliko imate v bistvu živali? In pravi, a je te to tri- skozi treba dopolnjevati? Ma ne moreš ti, smo prostorsko omejeni. A ne. Tako da zdaj nekako zaenkrat imamo živali v eni učilnici. Že to je v bistvu minus, ker ima živali v učilnici. Fajn bi bilo, da bi bil poseben prostor, kamor bi dijaki lahko zahajali, ko bi bili prosti. Tako, ampak pač nimamo teh možnosti. Tako da imamo eno veliko učilnico, v kateri je potem odzadaj so te terariji. In seveda, ker želiš živalem nuditi čim boljše bivališče, se pravi, da so te terariji veliki, raznoliki, se veš, da se dobro počuti žival, jih pač več kot toliko ne more biti. A ne? Tako da mi imamo ene 4 velike terarije, pa imamo en akvarij
in to je to. Ne. Tako da te 3 živali, pa potem imamo še pajka, pa imamo še pupke, pa imamo še deguje od glodavcev. Tako, to je pa to. Ne. Uh, Pa imamo še krastača imamo zdaj. To je Še ta zadnja krastačo. pridobitev, ja. Imamo šerifa še. Prej si rekla, da načeloma vse te živali bi še šle, pajki pa ne. Mislim, jaz sem imela s pajkom največ težav, ker so najbolj nepredvidljivi, kar se obnašanja tiče, saj meni. Meni je bila mentorica ena profesorica, ki je tule delala. Ona me je v glavnem zelo naučila delati s temi živalmi. Pa bil je en gospod, en Rudi Ocepek, ki je delal na biotehniški fakulteti, ki je rekel, da lahko pridem k njemu kadarkoli želim. In sem hodila k njemu, ker on je imel tam ogromno teh živali, med drugim tudi pajkovko. Ker mi smo Okej. se potem nekako odločili, da bomo vseeno tega pajka kupili. Da me je potem naučil, kako rokovati s pajki in kako se znebiti tega strahu in tako naprej. No. Jaz imam še zmeraj malo strahu pri pajkih. Najbolj so mi nepredvidljivi v gibanju. Ne vem, kaj jih bo prestrašilo in potem se pač bojim za njih, ne. Da bi padali po tleh, se kaj poškodovali, ne vem. Sej tudi pajk je tak, da če te piči, ni nič posebenega, ne. Pač preživiš, malo boli in to je to. Lahko Dobro. tudi piči, ja. Tako da, ampak bolj je problem to, ker se ti ustrašiš in ga spustiš na tla in v bistvu njemu poč zadek ali pa kaj podobnega, ne. V bistvu bolj ti njega lahko poškoduješ, kot on tebe. Ampak to ti niso tako ogabne živali. Ne, to pa sploh ne. Meni nobena žival ni v S temi resnici. ščetinami, pa vsi kosmati tam. Pa. Ne, v bistvu meni so všeč vse živali, prav dejansko. Saj kakšne so mi bolj všeč kot druge, ampak v resnici so mi zanimive prav vse živali, no. Mislim, mogoče še kakšen komar mi gre še najbolj na živce, ampak vem, da pač ima svojo vlogo v ekosistemu, zato tudi pač A posesaš pajka doma? slučajno verjetno kakšnega že, za nalašč slučajno, za ni prav nalašč za ga naš- pa ne, ne, za nalašč ga pa ne. Kaj, vzameš V ga v roke in ga resnici- vržeš ven. Tako. Ampak ni tako, da pajk, ta hišni pajk od zunaj ne preživi. Ne, preživi, seveda preživi. Saj se zaleze v kakšno luknjo isto. Saj imajo hiše tudi na zunanji strani kakšne špranje in tako Aha. luknjice in se tam zaleze in tam prezimi. Če ima vsaka žival svoj pomen v ekosistemu, kaj pa klop, ker jaz ne vidim v klopu pa res nobenega doprinosa. Ja, veš kaj, mi velikokrat ne vidimo teh doprinosov. Aha. Niti jih ne vemo, mogoče kakšen znanstvenik bi ti znal razložiti. Jaz ti zdaj ne znam povedati, a ne. Ampak največkrat jih ne vidimo. Največkrat nam niso znani. No, pa ko klop leze po tebi, ga ti tako dobrohotno sprejmeš ali Ja, seveda, da ga ne. Seveda, da ga ne. kaj ti To pa pač je. kaj ti pa najljubša žival? Zdaj še rekla svoj pes, tvoj Ja. pes, ampak to mal ne velja. Tako, žival, do katere nimaš neke čustvene. Mislim, meni so blazno všeč sloni, še bolj so mi všeč lenivci, recimo. Aha. Lenivc mi je taka fascinantna žival. Njegovo premikanje, hranjenje, iztrebljanje, tako. To rada gledam. Iztrebljanje vem, da ene se živali spusti. ti je fascinantno. Ne, fascinantno mi je to, da se edino zaradi tega spusti recimo na tla. Sam Aha. takrat, kadar pač gre kakat, po domače povedano, ne, se spusti na tla, drugače je skozi na drevesu. Ampak to njegovo premikanje, kako je porasel z mahom, pač Aha. taka zanimiva žival se mi zdi. Saj takih je še veliko, ne. Pa bi šla živali. potem kdaj ali si ga videla kdaj v živo izven živalskega vrta? Ne. Ne, pa bi ga šla gledat, kje to živi, v džungli, v Južni Ameriki. Mislim, a veš, kako sem jaz? Meni se zdi tako, enih stvari ne moreš doživeti, seveda. Jaz, če bi bila znanstvenik, pa to, veš, da bi ga šla pogledat in ne vem kaj, ampak da bi pa jaz zdaj šla na drug konec sveta zato, da bom videla lenivca, pa Tudi na safari ne bi šla. Ma ne, pa to se mi zdi tako malo, zdaj so to slišali tako malo pokroviteljsko, ampak meni se zdi, da ljudje pač ne pašemo povsod, no. Aha. Jaz bi ene stvari pač bolj prepustila mogoče res sam določenim, se pravim, znanstvenik, da raziskujejo. Se pravi, da bi bilo tako delno zaprte te stvari, a ne. Tako se mi zdi, da je to tako voyeuristično, no, človeško. No, ampak živalski vrt, Živalski vrtovi imajo pa tudi druge funkcije, ne. Tam se ponavadi imajo živali, ki so že vzrejene v živalskih vrtovih, pač imajo tudi funkcijo ohranjanja vrst, a ne, ker vemo, da je problem, a ne. Živalski vrt pač je nekaj drugega, no. Ni isto kot recimo hoditi v naravo in motati te živali
in siliti v njihov življenjski prostor in tako naprej. No. Mislim, sej, namreč glede na to, da ti organiziraš enkrat letno ekskurzijo v živalski vrt, oziroma na Dunaju v Dunajski živalski vrt, verjetno skoraj moraš imeti malo bolj pozitiven odnos do. Ja, zdaj ta Dunajski nam še ni ratal, včasih smo več hodili, a ne, zdaj bili smo v Zagrebškem. Aha. Ja, saj pravim, živalski vrtovi so spremenili zdaj v zadnjih časih nekako svojo funkcijo, ne. Tudi zelo skrbijo za pogoje, v katerih so te živali, veliko bolj, kot so včasih, a ne, recimo sploh Dunajski se meni zdi zelo dober primer tega. In se pravim, v glavnem zmer več gre za ohranjanje vrst in potem eventuelno tudi nazaj naseljevanje v naravo, a ne. Sicer vprašanje. No. Jaz sem zelo črnogleda glede preživetja marsikaterih vrst v naravi. No, daj povej, Ja. kaj je pravzaprav naša prihodnost glede živali, glede tega? Kaj misliš, Mislim, da je? statistike so slabe. Ja. To je vse, kar lahko rečem. Ne samo slabe, zelo slabe. Tako da zdaj, kaj bo, nihče ne ve. No, to Jaz ja, sem to ja, črnogleda. ampak, Jaz sem aha. črnogleda, čisto. Skratka, preden nas bo sežgal, bomo v bistvu brez živali. Mislim, veliko vrst bo pač izumrlo. Kaj to pomeni za ekosistem, za naš planet, verjetno nič dobrega. Mislim, na nek način narava bo preživela z verjetno nekimi omejenimi številom vrst. Saj te pogromi so že bili, ne, izumrtja velika v zemeljski zgodovini, a ne. Tako da, ampak tukaj prvič bo pa pogojeno, saj tako pravi znanstvenik, pa jaz jim verjamem, a ne. Jaz nisem pač skeptik. Pogojeno z nami, a ne. Se pravi, mi bomo tisti, ki bomo to povzročili, a ne. Ne naravni, neki naravni procesi, a ne. Meteoriti in tako. Ja, okej, kakor so bili Vulkani dinozavri in pa tako, to, ne. ja. Ja. Torej, se ti tudi zdi, da tega mi ne bomo ustavili? Onesnaževanje, recimo, Mislim, ne zgleda, ogljični no. odtisi in tako naprej. Ne zgleda. Torej, Ja. to je tudi ena črnogledost, ki. Ja, ne zgleda. Mislim, glej, upanje umre zadnje, a ne. Seveda upaš, ker si želiš. Želiš si za vse ljudi, ki jih imaš rad, za svoje otroke, za svoje vnuke, pa tudi ne samo svoje, a ne, za vse. Ampak pač jaz zaenkrat pač ne zgleda, no, da bi bili sposobni ustaviti. Torej, Upam pa, da se bo kaj spremenilo. Kdaj bo Ja, konec? to bomo 250 ali? Ja, ne vem, no. Ne vem. Bomo videli, a ne. Pustimo se presenetiti. Okej. Vse Kaj, drugega nam ne ostane. Ja, ker, a veš, jaz kot malo bolj družboslovec, mislim, da se bomo prej pobili med sabo, ampak le, mogoče pa bo pa prej zmanjkalo živali. Ja, veliko nas je, ne. Ja, to res, ja. Ja, veliko nas je. Veliko nas je. Ja. No, na tej šoli si pa ti med učitelji znana še po eni stvari, ki pa v bistvu nima nobene veze z biologijo, in to je, da si nekoč bila sindikalna zaupnica. To je v bistvu ena zelo, zelo pomembna funkcija, ki, kolikor sem tako slišal, a ne, si jo ti v mnogočem postavila na noge. To se pa res Ja, sliši. Lej, zanimivo. tako se sliši. Kar pa seveda noče reči, da pa zdaj noben pred tabo ni nič počel, nikakor ne. Ampak da si se res zelo vrgla v to službo. Kako to, da si sprejela to, in kaj ti v bistvu vodilo v tej? Ja, veš kaj, meni se zdi zelo pomemben. Pač sindikalna organiziranost v organizacijah ali pa v podjetjih, meni se zdi, da je to zelo pomembno, ker ti sam težko karkoli dosežeš, a ne. Ko si pa v skupini, seveda je pa lažje, a ne. To je čisto osnovni princip. Drugače pa mislim na splošno v kapitalizmu, v katerem smo, a ne, je ta organiziranost še bolj pomembna, kot je bila nekoč, ne. Sindikati recimo v času komunizma so bili predvsem namenjeni, ne vem, tako kot sem dostikrat od kolegov slišala, ozimnice, zabave in ne vem kaj, zdaj pa vse drugo, a ne. Tako da meni se sindikalna organiziranost zdi zelo, zelo pomembna stvar in zato sem to sprejela in vzela sem zelo resno. Sem se tudi zelo utrudila, ne vem, glih določeno obdobje je bilo, ker je bilo polno nekih sprememb, štrajkov, neke nove stvari so se podpisovale, tako no, zelo tako razburkano obdobje je bilo. Zelo zanimiva izkušnja,
ampak sem jo imela pa dosti po nekem času. Na splošno mislim, da je to neka funkcija, ki je fajn, da bi jo več ljudi probali. Že sam zato, da se neke zakonodajne stvari vidijo, ker se mi zdi včasih, da se ljudje ne zavedajo, koliko je poznavanje zakonodaje, a ne, delovne pravne zakonodaje, a ne, pomembno, ko si ti uslužbenec nekje, a ne. Se ne, da je zdaj to, da se to na veliko krši, ampak če pa se, je pa fajn, da ti to poznaš, tudi kam se obrniti in tako naprej, a ne. In fajn je imeti nekoga znotraj organizacije, na katerega se ti lahko obrneš, a ne, ki se v to poglobi in kamor ti lahko prideš po nasvet in tako naprej. Sviz se mi pa na splošno zdi zelo dobro organiziran, tudi glede pravne pomoči in tako naprej, no. Mislim, da brez tega bi pač bili brez glasu, a ne. Že tako dostikrat, veš, si preokupiran z delom in se mi zdi, da se na enih teh stvareh, kjer bi si mogoče lahko boril za svoje pravice, ne vzameš dovolj časa, a ne. Tako da je fajn, da imaš enega predstavnika, ki to dela, no, ki bdi nad temi stvarmi, a ne. Kakšne, ne vem, a to smeš sploh govoriti, ampak bomo videli, no? Če bomo videli, bomo to pustili noter. Do kakšnih krivic pa prihaja, glede na to, da si ti to pač spoznavala od bliže? Ja, predvsem prihaja do sprememb zakonodajnih in potem ta spremembe v zakonodaji se ponavadi različno interpretirajo. In seveda si delavci oziroma SVIZ, a ne, sindikat kot tak je dobro organiziran, to nekako interpretira po svoje, seveda bolj v prid delavcev, delodajalci se pa ponavadi interpretirajo po svoje ali pa država v našem primeru, ki piše zakone, a ne. In potem je to treba nekako skomunicirati, kako se bo zdaj pa delalo v določeni organizaciji, a ne. Recimo, delovni čas je že ena taka stvar. Recimo, a ne. Malica, plačilo, kdaj bo plačana malica, po tolikih urah ali po tolikih, a razumeš? Take stvari, ne. Plačila tudi, a ne. Te kaj zares razbesneli? Ja, seveda, da so me stvari blazno razbesnele, no, mogoče nima smisla, da tukaj govorim, ampak seveda bila sem besna, kot hudič. Par stvari orenk. Je to čustveno, zelo angažirano? Ja, je, seveda. A veš, nepravica boli. In potem pač, a ne, si jezen. Ti si v času punka odraščala, ne? Mislim, ja, malo kasneje, ampak punk mi je bil zelo blizu. Tudi rada sem hodila po punk koncertih in tako naprej. Skratka, v redu. Okej, no, potem je ta to je pravzaprav en tak naravna evolucija človeka. Zgleda, ja. Ja, okej. Krvodajalstvo. To je tudi v bistvu, a je potreben nek prav poseben pogum za to, ali Ne. ti je nekaj popolnoma normalnega, da daješ Meni se zdi, da bi bilo lahko po mojem nek strah problem, pa ka ne veš, kako je, ampak v resnici bi to vsak zdrav odrasel človek lahko počel, a ne, kot nekaj najbolj normalna stvar. Se pravi, ne vem, vsaj ene dvakrat na leto, po moje. Ali pa vsaj enkrat na leto, a ne. Tako. Mislim, to je res, kri ne moremo, a ne, nadomestiti z ničemer drugim, a ne. Res pač kri je taka tekočina, ki jo je pač moraš dobiti od nekoga, od enega sočloveka, a ne. Tako da pač zaenkrat smo samooskrbni, ampak to ni nujno, da bo skozi tako. Tako da jaz sem podpornica in promotorka krvodajalstva. In recimo ti potem to tudi daješ, kaj, enkrat na leto? Enkrat na leto, dam tudi dvakrat na leto občasno, dam tudi, šla sem včasih tudi dati, se pravi, dele, a ne, določene samo. Če si pokazala del roke. Ne, tudi tam, to v bistvu greš na poseben aparat, ker ti vzamejo samo določena krvna telesca, ki jih potrebujejo. Okej. Ostalo ti pa vrača in ti dalj časa traja, tako da ti sem šla samo ene parkrat, ker pač nekako službeno nisem mogla biti toliko odsotna, a ne. Je pa res, da pač tukaj morajo imeti delodajalci tudi neko razumevanje. Zdaj mi imamo v redu kolektivno pogodbo, imamo 2 dni, ne, se pravi tisti dan, ko daš kri, naslednji dan imaš prosto, a ne, mi konkretno. Ampak drugače pa do 65. leta si ti lahko krvodajalec, a ne. Se pravi, to moraš delati v svoji delovni dobi, drugače ne moreš, a ne. In če želimo pač imeti kri, dopoldne so ponavadi te stvari, a ne, oni ne delajo popoldne, tako da
Mogoče bi bilo tudi za razmisliti, no, da bi lahko tudi darovali kri popoldne, a ne, pa bi bilo mogoče tega kaj več, ker je težko si utrgati, a ne, tudi v službi je pač zmer več dela, a ne. Tako pač je. In praviš, da verjetno največji element tega, da ljudje ne počno tega, ne dajo krvi, je po tvoje strah. Po moje, da ja. Kaj, pred bolečino ali Ja, pred bolečino, pred tem, da ne veš, kako to izgleda, Pa res pred boli? tem, da se bojiš, da boš tam skupaj padel. Aha. Tako pač. Pa nek čas, ki si ga je treba vzeti. Sam jaz mislim, da tisti čas je toliko malo v Okej. primerjavi s tem, kaj lahko to pomeni za nekoga, a ne. Tako Torej, da. koliko boli? Od 1 do 10? Praktično nič, ne, saj se ti Isto zdaj kdaj kakor, isto kri, ja, seveda. Edino, kar je, da imaš ti to iglo dalj časa noter, a ne, to je zdaj odvisno, koliko pridno pumpaš, a ne. Aha. To pol, ko si izkušen, lahko že zelo hiter, a ne. Tisti je pač nek tak občutek, da imaš tukaj noter iglo, ampak oni ti jo tako lepo fiksirajo in mislim, nobene bolečine v resnici, no. Koliko časa pa Vsakega, traja? ki je kdaj bolela glava ali pa zob, je to neprimerljivo. A razumeš, to je pač tako, kot ti kri vzamejo tukaj iz žile. Koliko Podobno. časa traja? Ma tam od 5 do 10 minut je odvzem. Aha, A to aha. misliš? Ja. Ja. Ker zdaj midva, a veš, med vrsticami v resnici delava reklamo za to. Ja, seveda, saj prav, a ne. Koliko so pa Drugače dijaki pa morajo letos še biti? ni bilo krvodajalske, Kako? tako da vabim. Letos je še ni bilo, po Ja. novem letu enkrat jo bom zorganizirala za vse polnoletne dijake, se lahko prijavijo, bojo videli in tako. Koliko pa je to praviloma, ali ljudje se odzovejo na to? Pa ponovadi je za kakšen razred. Aha, Ja, Okej. vsako leto. To je dobro. to To mi je. povejo na Rdečem križu, da je dobro. Aha, Ja. ok. Mislim, fajn mi je, da grejo dijaki tako pogledati, saj itak tretjino jih ponavadi zavrnejo, ne? Tam se zdravnik odloči. Ker Potem so v bolni končni- ali kako? Ne, ali- zaradi različnih, takih in drugačnih razlogov. Tam je itak en vprašalnik, tako da prej tudi predstavitev, ker tukaj so razni tatuji in tako naprej, tudi druge stvari. Aha, če imaš tatu, Mislim, moš... nekaj časa ne smeš dajati, a ne, potem, če imaš kakšna zdravila, a ne more biti vsak krvodajalec, ampak je pa prav, da grejo pogledati, da vidijo, kje to je, če se situacija kdarkoli v življenju spremeni. Recimo, dostikrat so dekleta tudi slabokrvna v tem obdobju, ampak a ne, in sigurno se jih tretjino zavrne, ampak prav je, da vidijo, kje to poteka in na kakšen je način, da to ni noben, mislim, da je to tako preprosto in enostavno, da je smešen, da se ne gre večkrat. No. V resnici nimamo nobenega razloga, recimo jaz, ki še nisem na tem bil. Ne, jaz mislim, da nimaš nobenega razloga. Ja. Tako da, ko boš organizirala, pravzaprav Prav. skoraj ne morem. Ja. Koliko pa Sej se so mi že rekli, a ne, da ne tudi za sodelavce organiziram, tako da mogoče kakšen tak termin, no, ker ni pouka. Pa, da se kaj Koliko takega pa da se recimo kolegov mojih odzove? Če Nismo bo številka prenizka, bomo to izrezali. A ja, ne, za kolege še nismo nikoli No, zorganizirali. vem, bila ampak je. tako, če kaj veš, koliko. Ja, po moje bi se jih kar nekaj, no. Nekaj bi se jih. Ko človek stopi v vaš kabinet, je tudi tako nekako kar opazno, da si ti tam, ker recimo, da je muzika skozi. Muzika Ne. je, ja. Velika ljubiteljica muzike, torej. Glasba je super stvar. Pa zelo raznolika, pa zelo različna. Glasba me pač spravi dobro voljo. Včasih me potolaž. Tako. Ampak ne sme biti pa mainstreamovska preveč. Pa tudi lahko, no. Tudi lahko, Tudi ker je že, občasno mi tudi ful paše. ampak ker ti si res nisi mainstreamovska, a ne? Ampak to čisto iz tebe izhaja. Ja, Torej, verjetno. če poslušaš Eda Sheerana, te v bistvu to že naredi za toliko kul, da si ne mainstreamovska. Lej, jaz Nisem imam ful nikoli o tem rada. razmišljala. Jaz imam ful rada tudi ful mainstream, tudi pop, hud, ne, da ne bo pomote, me zagrab kaj tako, ampak v osnovi me pa bolj privlač bolj alternativno, no, ali pa nekaj, kar ni tako mainstream, ja. Ampak, lej, to je čistko, ne vem zaradi česa v resnici, no. Zaradi mogoče nekega izraza, ki je edinstven. Mogoče ga je malo več izven mainstreama, no. Ni pa nujno, no, lahko se čisto motam. Ja. Ampak kaj pa recimo, kaj ti je ljubo? A imaš kakšen recimo band ali pa kakšen vsaj
skupino bendov, ki Imam te eno spremljajo slovensko. že. Aha, No, okej. no, A ampak ja. recimo zdaj. No, Mislim, recimo, zdaj so mi všeč en slovenski band, ki se mu reče Svojat. Res so zanimivi, kaj več vam moram povedati, počakajte malo. Bila sem na parih koncertih in je res fajn. Drugače pa tudi mlajše generacije me fascinirajo, tudi tule poljanski neki bendi, ne? Smrt Boga in otrok so mi bili super. Zdaj nazadnje na njihovem koncertu, ko sem bila. Tudi kakšni reperji, a ne, bila sem na tem Leopold, ali kaj, ne vem, nikoli ne vem, a je prvi, drugi, kjer je. ja, A ti veš? sam vem, da A je. je to zgodovinsko tudi nekaj ali ni? A kaj Ne, veš? če si Leopold, si ja takoj del zgodovine. Ma ne, drugače pa nimam tako, jaz se pravim, ful raznoliko glasbo poslušam. Tudi 80 disko sem fan, ker sem v tem gor zrasla. Tako da nimam tako, da bi Nimaš zdaj najljubšega benda? Ne, nimam najljubšega benda, v resnici nimam najljubšega benda. Ker, a veš, za različna obdobja, tako različno se počutim in potem različna muzika mi paše, no. Sem zdaj moče muzike preveč, pa potem je malo težko to raziskovati. Pa, mislim, veliko časa ti tudi gre, no. Ja, lahko. Si vzameš Tam čas za to? tam lahko, ne, premalo, Aha. manj, kot bi hotela, a ne, tako kot za branje isto. Zmeraj manj je tega časa. Ampak pol, ko te enkrat zagrab, to grejo lahko ure, a veš. Ja, vem, Ja, vem. ja. Razumem to. Se enkrat ujameš Tako v to, ja. Ja, tako da, glej, veliko je dobre muzike. Velike dobre muzike. Ja, tako mainstream, kot bolj alternativne scene. Kaj pa, tudi prej si omenila, pa tudi sicer, vemo, a ne, ti zelo rada na koncerte hodiš, tudi na mogoče te večje, ne samo recimo, ne vem, Kino Šiška ali pa kaj takega butičnega. Kaj pa tukaj, a imaš tle tudi kakšno ljub spomin oziroma ljub koncert, ljub dogodek? Recimo, mi smo kot mularija odraščajoča, smo hodili v Ilirsko Bistrico in največkrat na Party Breakerse. Aha. To je pač en tak ljub meni spomin, ker oni so takrat hodili pač veliko v Slovenijo špilat. Drugače pa v Pulo smo hodili na punk koncerte. To je bilo ful luštno. Zdaj ne hodim veliko na koncerte, predvsem se mi ne da več v Ljubljano, ker se vsak dan vozim. Ne hodim več toliko na koncerte, kot sem včasih hodila. Grem pa zmeraj na Vrhniki, če je kakšen koncert, obvezno, v Klub Zakon. In imamo tudi neko društvo, ki organizira take, recimo, free jazz koncerte, ki tudi v njih tudi zelo uživam, ker si nisem mislila, da bom kdaj uživala v improvizacijski glasbi, ker to je res, to je tako, a ne. Ampak zalogaj, sem se ja. naučila tudi v tem uživati. Tako mi je en izraz svobode mi je, no. Tako prav dobro se počutim, ko grem iz tazga koncerta, no. Predvsem je to, smejem se, sprostim se, tako. Imaš pa tudi sicer eno ljubezen do umetnosti, tudi do drugih oblik umetnosti. Ja, umetnost se mi zdi ful pomemben izraz. Jaz sama sicer nikoli nisem našla nekega izraza, mogoče mi je še najbližji ples, ampak nikoli nisem ful veliko plesala. Ampak mogoče ta telesni mi je meni osebno še najbližji, drugače pa vse zvrsti umetnosti so mi zelo zanimive in se mi zdijo pomembne za človekovo življenje, no. Prej si omenila, da pač bi rada več brala, kakor sicer, zato mislim, da vsak od nas Včasih sem vedno ful reče veliko lahko zvečer brala, zdaj pa ne morem več, preutrujena sem. Tudi oči, a veš, te pa začnejo malo hecati, imaš utrujene, no. Ampak včasih sem veliko brala, sem tako po 2-3 ure brala vsak večer. Pa to ne gre, zdaj so pa bolj počitnice za branje, no. Pa tako mimogrede, če kaj ujamem, zato imam zdaj tako rada kakšne kratke zgodbe. Aha. Kaj pa, ne vem, potem, ne vem, hodiš na kakšne razstave? Pa ja, grem tudi na razstave kakšne, tudi Torej, občasno. ko greš, te v dobro voljo sprav. Ja, absolutno, Okay. absolutno. Sicer pa, prej bi si sicer rekla, da ne plešeš toliko, ampak nekaj pa si plesala. Ma ja, tako nič posebenega, ampak ja, sem nekaj časa trenirala ples tukaj v Kazini v Ljubljani. To je bil izrazni ples. Oboje je bilo, v bistvu je bilo, ne, izrazni ples jaz nikoli nisem trenirala, to smo pa na Vrhniki sicer imeli neke oblike. Zdaj sem bila na parih delavnicah sodobnega plesa oziroma na nekih gibalnih delavnicah, na katerih sem zelo uživala. Tako da mi je to
mi je blizu. No. Drugače sem pa jaz po diskotekah plesala. No. Še največ. No, ampak ja, ta ljubezen do giba je in seveda takoj se samo sebe ponuja vprašanje, ker seveda naša domišljija ne sega dlje od Gimnazije Poljane. Zakaj te ni na BNK-ju s kakšno plesno točko? A veš, da bi nehino, prosim, mislim, da bi si to nakopala na glavo. Ne, jaz sem ful sramežljiv človek. Ful sem sramežljiv in zelo nerada nastopam. In že za ta kavč sem se težko odločila. Tako da v resnici sem sramežljiva. No, zanimiv, to je novo. Kaj pa joga? Ja, To je joga je, malo- To je ja, tudi nekaj vendarle, recimo, da gibalnega. ja, joga je super stvar. Mislim, joga je meni predvsem blizu zato, ker se mi zdi, da je zelo naštudirana tehnika in mi pomaga se usmeriti vase, v svoje telo in se umiriti. Veliko se dela na dihu, na dihalnih tehnikah. Tako. Blizu mi je pač ta način. Ne maram fitnesa, čeprav sem tudi hodila, ne maram tega poskakovanja, pač rada imam bolj umirjene stvari, po mojem sem karakterno tak človek, a ne, kar se tega. Tudi ne maram laufati, recimo, rada hodim. In po mojem zato, ker mi pač odgovarja in ker sem imela srečo, da sem naletela na v redu inštruktorico joge in to je to. Tako, ja. Pa pol to doma delaš? V glavnem doma delam, pa hodim pa tudi enkrat Aha, na tudi teden ali pa hodiš. dvakrat na teden. Ja. Aha. Torej, to je ena taka stvar, ki je vredna si čas vzeti. Ja, meni je. Kaj Ja. pa pilates? Sem pa tudi hodila, ampak mi je joga bližje. Pač seveda, pilates povzema marsikaj iz joge, a ne, če jaz kaj vem, se ne, da se na to spoznam, ampak mi je joga ljubša. Ja. Ja. Sicer pa tudi zelo rada, no, si tudi prej omenila, ne rada tečeš, greš pa rada na sprehod. Ja, sprehajam se pa zelo rada. Torej, In to v naravi. tvoja vrhnika, pa pes. Pa pes, to je to. Pa to je to. Barje, potem zaledje iz vseh Aha. izvirov Ljubljance. Tako. To imaš prav orang ture ali Mah, niti ne. mislim kaj tako, pa a jaz greš vem. recimo, ne vem. Ne, za to 2 je uri ura, hoditi? 2. Ja. Ura, 2, a ne. To vsak dan pač. Aha, vsak dan. Ja, recimo. mislim, zdaj, ko je kratek dan, to ne uspem, ampak drugače pa ja. Vsaj 1 ura, a ne, s psom, tako nekako. Kaj Ker je velik pes, mak. 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 Ja, kot makovo zrno. Ampak je velik pes. Ja, ne črnje zato. To je nalaš ironija. Veš, kako je črnje, a ne, in po mojem samo zato dal mak ime, že v zavetišču. Aha. Ja, črnje, čist črnje, oziroma ima bele nogavičke. Tak, zelo lep koža je. Zelo lep koža. Še samo tako špičasta. Kot en nemški ovčar, sem Nemški čist ovčar, črn. Ja, malo Črn? manjši. Okay. Sem čist črn, a ne. Oh. Čist črn, sam klema enega metuljčka pa nogavičke bele. Aha. Bi imela več psov tudi? Pa Ali je bi, to če bi preveč? imela, pogoje, a ne, zato ker jaz nimam jaz imam psa noter, ker nimam ograjene hiše in je pes v stanovanju in že tako je ful dlak in vsega, tako da treba ful več čistiti in tako. Če bi imela pogoje, no, bi imela tudi več psov, seveda. To bi bilo za pse verjetno dosti luštno, ampak saj pes se tudi navadi, v bistvu, da je sam. A ne, saj ni sam, saj je s tabo v okej, krdelu, ne, saj tam ima Okej. za krdelo. Okay. Ja. Imaš še kakšno drugo žival doma? Kakšno vprašanje. Jaz seveda imam Ja, polno mislim, živali, a ne, one pajke od prej. No, okay. Pa imam človeške živali doma. Dobro. Okay. Ne, samo maka imam. Včasih sem imela še mačke, pa živimo v eni cesti in je veliko mačk povozil, tako da sem se odločila, da ne bom več imela mačk. Ker se navežem na njih in potem mi je prehudo. Tega psa pa ne bojo, ne? Prevelik. Ne, prevelik je. Pa ne Okej. bom mi všel, zato ker je zaprt za vrati. Aha. In to tvojo ljubezen do živali, tudi drugi, te, ki si prej rekla, človeške živali, to podpirajo? Ja, podpirajo. Ja. Ja, so tudi ljubitelji živali. Aha, so. Si uspešno to na svojo hčerko Ulo prenesla? Ja. Je. Okej. Rada ima živali. Ampak ni šla pa recimo ona tudi po tvojih stopinjah? A v smislu, da bi se kaj ukvarjala z biologijo? Ja, pa to? recimo.
Ne, ona je čist družboslovno se usmerila. Ona je v bistvu šla najprej, no, a veš, mogoče, ne, sem ji pa privzgojila nekaj s tem plesom. Ona je bila na plesni gimnaziji, zdaj pa v bistvu na FDV-ju študira komunikologijo. Čist tak precej družbosloven tip. Tako. No, ampak glede na to, da tvoj mož, ki je filozof, je... Kako gre to skup? Pa, kakor kdaj, a veš, včasih v redu je. Včasih v redu, včasih je pa tudi naporen, ampak po moje to nima veze s tem, kva si, a veš. No, pač, a ne, s filozofi se občasno malo težko pogovarjati, a ne, sploh če sam nisi filozof, a ne. To drži na nek način. Ampak v redu je, drugače predvsem zanimiv je, zato ker nikoli ne zmanjka nekih tem. Pač Andrej je človek, ki se zanima za ogromno enih stvari in potem mene pa tudi zanimajo, a ne, pa se imaš kje za pogovarjati, tako da. V resnici je bolj zanimiv, kot ne, no. Aha, Ja. ok. Torej, če bi bil biolog, ne bi bilo tako zanimivo. Po moje, da ne. Po moje, da ne. Po Se moje, mogoče da ne. bomo to rezali. No, tvoj mož je tudi po svoje zanimiv, ker pa to vem, to zdaj ni o tvojem možu, a ne, pa malo vseeno. Ker ima avtošolo. A to potem pomeni, da kamorkoli se vidva peljeta, on potem tebi dobrohotno pove, če da A ja, vidiš če kakšno narobe napako. vozim pa Ja. to. Ma ne, v bistvu ne teži s tem. Ne. Ne teži. Mogoče kdaj kaj proba, sam jaz pol ratam tako tečna, da pol neha. Ja. Pa mislim, da kar dobro vozim, no. Saj imam že dolg izpit, mogoče celo dlje kot on. Ne, glej. Ni pol tega večnega pol pogovora, kdo so boljši vozniki, moške ali ženske. Ne, brez veze. Hvala To nima Bogu. veze. Okay. Odlično. Kaj greste, da vas je še mogoče tega dopustništva dotakniti. Zdaj tebi je zelo ljuba Korčula. In to je recimo, to bi bil idealen dopust. Ja, to je idealen No, to dopust. je idealen Ja, dopust. No? vsak let, no, grem Ja. tja, za 14 dni. Ma super mi je, zato ker v resnici sem v eni hiši, ki je zraven morja in berem, a ne, se pravi vse nadoknadam, kar je treba prebrati, mislim, ne vse, to slučajno ne. Itak je tako vroče, da ne moreš nikamor nič se premikati in tam sediš, uživaš, dobro ješ. A ne, jaz ponavadi rada sama kuham, grem na tržnico, kupam morske dobrote in tako, uživancija. Plavam rada, Plavaš rada. tudi potapljam se rada, sicer malo je težje, zdaj z leti ušesa me nekaj hecajo, ne, pol se hitro unamejo. Tako, pač ljubiteljca morja sem, no, sploh Jadranskega morja. To potapljanje je seveda v želji odkrivati. Ja, Živalce seveda, spodaj? opazovanje, ja, seveda, Ja. opazovanje, ja, Aha. funkcija opazovanja vseh lepih stvari pod vodo. Da bomo pa morje uničili. A smo ga že? Smo ga že. Ni a je pot nazaj? Mislim, ali- jaz, ki veliko gledam, a ne, pod Ja. vodo, jaz sem, recimo že pred leti smo 30 let smo mi na Ceres hodili kot družina. Tam sem opazovala, kaj se dogaja v desetletjih z živalstvom in vsemi drugimi bitji, a ne, tudi rastlinstvom in spužvami in z vsemi temi stvarmi. Kaj se v bistvu v nekem časovnem obdobju, kako zginjajo, a ne, na določenem področju. Pač ti lahko to opazuješ, ker se vračaš skozi na isto mesto. A ne. In tule na Korčuli je enak. Tako da In se- zmer slabše. Se kar vidi, kaj recimo zginja. Vice. Ni več toliko recimo morskih zvezd, pa raznolikost predvsem, a ne. Aha. Lahko ti dobiš recimo eno vrsto, ki je namnožena na veliko, a ne, ni pa te raznolikosti, a ne. 3, 4, recimo kačerepov različnih, morskih zvezd različnih, da o ribah sploh ne govorimo, spužve, a ne, alge raznolike. Tako pač spreminja se, ne. Spreminja se res. Gre. Žal. Mislim, Tudi tu gre vse jaz nazaj. nisem nek strokovnjak, a ne. To bojo kakšni bolj znali povedati, ki se s tem res ukvarjajo in res potapljajo. Ampak to, kar jaz lahko en laik, ko opazujem, rečem, pač jaz opazim razliko. A ne. Kaj bi bilo pa takole, bi rekla, najboljši kraj, recimo pri nas ali pa v bližnji okolici za neko biodiverziteto videti? A imaš kaj? A imate vi, Ja. ki se z biologijo ukvarjate, neke te... Ma so te, ful imaš teh vročih točk, kakor še v Sloveniji, a ne, kjer je biodiverziteta še zelo
raznolika, no, se biodiverziteta pomeni, da je pač to raznolikost, ne, se pravi, je visoka biodiverziteta, kako bi te lahko pač pravilno rekel, jih je kar nekaj, a ne. Jaz osebno sem pa doživela nekaj iz otroštva, ko sem bila v Makedoniji, ko smo potovali po Makedoniji in smo bili na nekem, ob nekem samostanu, ki je malo višji v hrib, bilo treba hoditi in je bil nepokošen travnik in sem se ulegla na ta travnik in sem kar naenkrat videla 10 vrst različnih metuljev. To je nekaj, kar že težko doživiš danes. Tukaj, a ne, moraš že iti, seveda na te vroče točke, a ne, ki jih je malo, pa to se pravi, ni to nekaj, kar bi doživel vsak dan, kot jaz kot otrok sem to doživljala vsak dan. In A ne. to ležanje v makedonski travi in te, Ja, takrat je bil en tak vtis, tega se spomnim, a ne. teh 10 plus vrst Različnih metuljev, vrst različnih, metulj, ja. to bi se tebe spodbudili k ljubezni do narave. Ne. Pa še samostan je bil zraven. Ja, še samostan je bil zraven. Sveta petka, ja. Smo se hecali, da je sveta patka. A ne. Ne, pač to je en tak vtis, a veš, kaj si rečeš. To sem že enkrat doživel, in potem začneš razmišljati in vidiš, da je to, ne. Ja, da je to. Da je ful različnih metuljčkov, ki jih več ne vidiš tukaj, a ne. Še eno sem slišal, da, ko si prej omenila plavanje, da rada plavaš, da se greš kopat tja tam pri vas, tam pri Staremu Malnu, Tam pa zelo kjer rada so eni plavam. taki, neke vrste bazenčki so, ali kako. Veš, kako je zajezena, en potok je zajezen, potok Bela. To je izvir Lindvern, tam preteče dol in potem tam zajezijo, točno neka zajezitev je narejena in je tak manjši bazenček, a ne. No in tam, ampak je voda zelo mrzla. Tam je zelo Zelo mrzla je, ja. Ja. Sam te pa res ohladi in jaz imam rada mrzlo vodo, no. To Aha. imam, rajš kot toplo. Tako da to pa nisem glih tam na Korčuli srečna. No, a sej ne. to, Ja. pa Zato, malo ker mi ne gre pono- skup, ja. Ja, ampak glej, a veš, mi imamo počitnice takrat, ko jih imamo in takrat je morje pač ponovadi toplo. Če imam srečo, pride kakšno neurje, pa ga malo shladi, a ne. Okay. Ja. Aha, torej, če bi bila če recimo zdajle za božično-novoletne praznike, bi šla Ja, bi vsaj probala iti malo na v morje, pa hladno se vrgla v vodo. vodo. Tam unika to Mislim, dela vrgla. 1. Ne, januarja. to po zimi ponavadi ne hodim, no, ampak na teh recimo se pa že polet rajš kopam v hladnejši, ali pa tudi spomladi pa jesen tudi še, a ne, v hladnejši vodi, rajš imam hladnejšo vodo. Tako topla mi je, tako. Aha. Še eno stvar za konec. Imaš eno ljubezen do preoblačenja, oziroma to bo zdaj mogoče malo hecen izpadel, do tega, do šemljenja. Ja, imam, ja. Ja, To imam. imate lahko temu rečemo tradicijo doma? Ja, mi smo se zmeraj zapustili, že kot v družini, a ne, že kot mula, pa tako, ne, se pravi, kot otrok sem se zmeraj našemla in blazno uživala v tem. Imela sem srečo, ko mi je mama zmeraj šivala take in drugačne stvari, ki sem si jih izmislila, da bi rada bila, a ne. Potem pa na nek način mi je to veselje oživila moja hčera, no, ko so v bistvu imajo te tematske rojstne dneve pa take stvari, no. In pol so me spravile punce, da sem se spet začela malo šemiti, ja. In to, kaj, to imate recimo nek party doma? Ne doma, ponavadi je to kar študentski klub Zakon na Vrhniki. Aha. Ja, tam sem že jaz kot mula bila, pa zdaj je. Aha, in torej v bistvu, To je no, tako, to me ja. je zanimalo. Torej greš tudi takrat, ko ni pust, našemljena v navednicah. Ja, če je kakšna tematska, ne, kakšen tematski rojstni Aha. dan, to zdaj pač mladi zelo radi Ja, ja. organizirajo, ne vem, vsaj tam na Vrhniki, jaz ne vem, kako je sicer, ampak to moje se mi zdi, da kar deluje, no, in potem pač so me prepričali, da jaz tudi se malo našemam, a ne, pa moram reči, da kar uživam v tem, da mi je kar fajn, no. To bi kakšen zdaj psihologi, Ja, po moje, ki daj gledajo, pustva to. Ne. so zastrigli z ušesi. Potem so recimo tudi teli dnevi, ki jih organizira dijaška skupnost, ki so... Ja, ful so mi simpatični. Sej smo te lahko vedno znova opazili, da se odzivaš na to. Ja, pa to zato, ker imam tudi super kolegice, ki so malo tako, da drugi stojimo ob strani, pa tako pa malo se pol hecamo tam v kabinetu, pa se imamo fajn, pa afne guncamo, pa se smejemo, pa si malo popestrimo dan, a ne. Tako da je
predvsem tudi zato, drugače pa za njih se mi zdi, za dijake se mi zdi super. Super popestritev se mi zdi, jaz jih z veseljem gledam in občudujem in se veselim z njimi. A imaš kakšno najljubšo Ja, masko? 80-ta, a ne? 80-ta, Ja, seveda, karkoli, itak, kar je karkoli 80-ta. že, Torej, ja. zelo močan Sem kakšna make-up. ona aerobika, recimo. pa to je Aha, ful ta, Olivia Newton-John, to Jaz se tak. ful hecam, ampak ja. Ja, ne vem, Ja, če ja. slej. Ne, ta je bil kar fajn. Tam se zabavam, ja, predvsem te močni make-upi. Pa Pa natupirana pa frizura. pa natupirana frizura, pa noro žive barve, ki jih drugače ne nosim. Aha. A ne, jaz sem zmer bolj tako neke modre, sive, Aha. zelene, take ubite barve. Tam si dam pa pol tuško, a veš. Hecno, glede na to, prej si rekla, Fluorescentne barve. da bi samo sebe opisala bolj kot sramežljivo. Ja, sej to je to, a ne, greš v kostum, pa misliš, da A ja, pa delaš. si v bistvu nekdo drug. Ja, tako Oblečen je. v rumeno, nekdo drug. Tako. Aha. Ja. Nekoč ste imeli en koledar v kabinetu. Ta je še posnet, ja, na une. To je tvoja ideja. Ne, Ne? niti slučajno, to je pa Maruša skuhala. A Ampak ja. vse smo bile ful za. Ampak si bila za. Ja, seveda. Daj To malo- mora viseti na hladilniku. No, daj malo razloži, kakšen že koledar je to? Ja, to bil. so lepa moška telesa. A ne? Čist- Januar, februar je en drug, marc je še en lepši. Tako. Aha, Ja. ok. To je Ja. v bistvu čisto biološko. Pritiče Čist kabinetu biološko. za biologijo. Tako. odlično. A ne. Mislim, upam, da nismo koga spravili v neugoden položaj. No. Ampak mi smo uživali, a ne. Mi smo se imeli fajn, malo smo se In hecali. če to je je bilo to. kdo bil v neugodnem položaju, še toliko bolj. Mogoče je. Ja. Torej, za konec imam jaz pripravljenih ene par vprašanj, pač eno tako serijo enakih vprašanj, ki jih nameravam postaviti vsakemu gostu. Zdaj, jaz si tega nisem zmislil sam, v bistvu so se ga tega spomnili v Franciji že kar dolgo časa nazaj in so ga potem uporabljali pri različnih znanih osebnostih. Tako da, pri francoskih znanih osebnostih. Skratka, zdaj pa bo na ta vprašanja odgovarjala naša Urška Čimžar. Pa ne v francoščini. Ne, bodo v slovenščini in tisti psihologi, ki so prej gledali, bojo zdaj še bolj zadovoljno kimali. Tako. Urška, kaj je tvoja najljubša beseda? Hrana. Katera je tista beseda, ki jo najbolj sovražiš? Sovražim prerekanje, no. Prerekanje, kreganje. To mi je tako. Mislim, beseda in samo tudi, kar stoji za to. Samo dejanje. Ja, to me to. Ja. Kaj je tvoj najljubši zvok? Moj najljubši zvok je, so zvoki, a veš kaj, morje, v resnici, no, valovanje morja, no, res. Saj Tiho? tlele moram biti grozen, klišejska sam. Grozno. Jaz tako pač mislim, da je. bojo vsi gledalci v tem trenutku ugasnili. Ja. Kateri pa je zvok, ki ga najbolj sovražiš? Zjutraj odpiranje vrat in ropotanje in dum in to najbolj sovražim. Nisi Ko me jutrajni nekdo človek. zbudi iz sladkega spanca. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Kaj te navdušuje? A veš kaj, v resnici me mladi ljudje, no, polni energije, me še najbolj navdihujejo. Česa pa zares ne maraš? V bistvu ne maram sprenevedanja, no. Sprenevedanje. Ja. Kater poklic, poleg tega, ki ga zdaj opravljaš, bi še rada opravljala? Bila bi morski biolog. Morski biolog. Katerega poklica nikakor ne bi želela opravljati? Veš kaj, jaz najbolj sovražim tudi tule v tem poklicu, ko moram eno birokratske zadeve urejati, no. Ali nekaj zelo suhoparnega, no. To, se pravi, neke zelo ponavljajoče, suhoparne stvari, v katerih ne bi najdla vsaj približno malo smisla, no. Torej, sindikalni zaupnik ni tako zelo suhoparen, ponavljajoč se.
Ne, mislim, zdaj spet odvisno, kaj se dogaja v tvojem tem obdobju, a ne, kaj si ti to, ampak ne, ni, je kar, Je to. ja, je kar raznolik. Kaj je tvoja najljubša droga? Hrana. Je. Kaj pa od hrane, recimo? Morsko si prej omenila, ampak Ja, morsko hrano imam zelo rada, drugače pa imam rada enolončnice, take in drugačne, in tudi najrajši jih kuham. mesne. Ja, fajn je, če kje mesa tudi zraven, ja. Vse te živali so lepe, sam, ki jih pa Meso je res pa meso. okusaš. Umami okus je pa umami okus. Ja, ne, to ja. pa ga ni čisto. Ja, tako je. Kateri talent, ki ga nimaš, bi najraje imela? Ja, za glasbo. Za glasbo? Ja, seveda. Igrala, pela, Čisto vseeno, v Karkoli. bistvu, ja, karkoli. bi bila v bendu. Pa mislim, zdaj ne vem, če bila v bendu, ampak definitivno bi se nekaj z glasbo v zvezi znala izraziti. To je neki jezik, ki ga sploh ne poznam v resnici. Ne. Je samo ritem poznam, vse ostalo mi je pa neznano. V katero rastlino ali žival bi se najraje reinkarnirala? V slona. Aha, evo, pa smo pri slonih. In še, čisto za Slonico, konec. no. V slonico, seveda. Ne. Budimo. Ja, Ja. tako. In še evo zadnje vprašanje, Urška. Če Bog obstaja, kaj bi si želela, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Obrnem se pa pet nazaj, pa še enkrat bolj kvalitetno zaživ. No, evo. Ne, lej, to je. Um, Lej, pač ne verjamem v Boga, ampak No, sej, verjetno bi zato, mi kaj če bi takega obstajal. verjetno bi mi kaj takega rekel. bi ti kaj takega Ja, rekel? po moje. Ja. To bi bilo v redu. Še Ja. enkrat malo razmisel. Čeprav, lej, te tvoje življenjske odločitve so Jaz, slišati bile zelo zanimive. ja, tako pač, da- take so, a ne. Take so. Ja. Ja. Mislim, da kar zelo zanimivo življenje živiš. Pa, lej, v redu je. Ja. V Se ni redu za je. pritoževati. Ni se za pritoževati, res je. Ja, nič. Urška, hvala za tvoj čas, hvala za tale pogovor. Hvala tebi. Hvala, ker si me soočila s kačo. Aha, fajn, pričak daj. Ja, ne, veš da. Sicer pa, to je iz naše smeri vse. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Hvala lepa vsej ekipi, ki je vi ne vidite, ampak zvesto nam stoji ob strani. Nič. To je to. Uživajte v novem letu. A bo boljše tole novo leto, ko pride? Se veš, da sem pesimist. Tako da- Mislim, bo tako, kakršno si ga bomo naredili. Evo, Veliko je bo na tako. nas. Bo tako, kakršnega si boste naredili, verjetno pa slabše, kot je bilo to do zdaj. Tako da, srečno in nasvidenje. Nasvidenje.